Dobrodošli v oddaji Pogled nazaj. V tokratni oddaji bomo spoznali ustvarjalko slovenskega lutkarstva, ki že več kot 40 let soustvarja to umetnost. Pogovarjali smo se o njenem vsestranskem delu, izkušnjah z mednarodnimi gostovanji in viziji lutkarstva v Sloveniji. Vaše zanimanje za lutkarstvo sega že v otroštvo. Kako bi opisali kulturno in družbeno okolje, v katerem ste odraščali in kako je to vplivalo na zanimanje za lutkarstvo? Ja, se vidi tudi danes, veliko staršev mladih, ko pripeljejo svoje otroke, ko so komaj shodili v lutkovno gledališče, in tako se je zgodilo tudi z mano. Sem imela zelo aktivnega, hiperaktivnega dedka, ki se je zelo zanimal za vse, kar je bilo. Živel je v Ljubljani. Moji starši so iz Ljubljane, in ko sem bila tam na počitnicah, sva šla čisto vse predstave pogledati na Resljevo cesto. Tam so bile ročne lutke. In od takrat naprej, tudi ko sem prišla domov, v svoje domače okolje v Idrijo, kjer smo živeli, ker so bili moji starši pedagogi in so jih tako kot vojake poslali služiti v Idrijo. Tam ni bilo lutkovnega gledališča in smo si ga otroci sami naredili na mojo pobudo na podstrešju. Tako da sem bila že v svojih otroških letih zelo vpletena v kreacije lutkovnih predstav. Ste pa tudi sodelovali z mentorji, kot so Lojze Kovačič, Edi Majaron, ki sta bila v bistvu vaša mentorja. Sta bila tudi prelomna za vašo pot. Potem sem bila v osnovni šoli in v gimnaziji po vseh mogočih gledaliških skupinah. In v 4. letniku je naša gimnazija povabila Lojzeta Kovačiča, pisatelja, da je imel neko predavanje o lutkarstvu, o sebi in tudi o lutkarstvu. In je pač padla ideja, da bi naredil nek seminar, ker je takrat imel tudi krožek v Pionirskem domu. In smo imeli v gimnaziji seminar izdelave lutk in to me je potem kot raketo preneslo še naprej v Ljubljani, v njegovo skupino, kjer so bili bolj otroci. To je bilo v Pionirskem domu, so bili otroci osnovnošolci, jaz sem bila študentka in 1 leto sem bila pri Lojzetu Kovačiču, potem me je pa prevzela študentska skupina Edija Majarona. In z Edijem Majaronom in gledališčem Jože Pengov sem pa ves čas študija in še potem sodelovala, skoraj bi rekla, kot članica tega gledališča. Kako pa, če malček primerjate to obdobje predhodno, v času, ko ste začenjali, pa zdaj, se je spremenilo stanje v Sloveniji mogoče? Ja, v Ljubljani. V času socializma so bile lutke tako zelo pomemben del gledališke vzgoje in gledališke umetnosti, se mi zdi še nekako bolj poudarjeno kot zdaj. Tam so imeli lutkovno gledališče na Resljevi ročne lutke in krasno marionetno gledališče na Levstikovem trgu. Drugače so pa precej gostovali in ko smo se mi preselili v Koper 81. leta, pa v Kopru, kjer se mi je zdelo, da mora biti to že kar neko razvito veliko mesto, pa res ni bilo prav nič, niti ni bilo kakšnega posebnega interesa, niti ni bilo nobenega pionirskega doma ali pa kakšnega centra, kjer bi se zbirali starši ali pa hiše otrok in umetnosti, kot jo imajo zdaj recimo v Ljubljani, kjer bi se predstave za otroke dogajale ali pa kakšne delavnice ali pa karkoli. In ker sem jaz prišla pač iz te precej burne situacije v Ljubljani, lutkovno burne, se mi je zdelo res grozno, da tukaj ni nič, in sva z mojim takratnim partnerjem in možem, Branetom Solcetom, začela najprej v šoli izdelovati lutke in lutkovne predstave, šolsko skupino v Hrvatinih sva vodila. Potem so naju pa nekako počasi na naše vztrajanje vključili v programe od Zveze kulturnih organizacij, ki je bila takrat v gledališču, starem gledališču v Kopru. In sva začela organizirati skupaj lutkovni abonma in tudi predstavljati naše predstave. Tako, počasi šlo. Dejansko pa
se situacija v teh 40 letih, od 82. do danes, se ni kaj dosti spremenila, nažalost, v Kopru. Še zmeraj nimamo nobenega normalnega kulturnega centra otroškega, kjer bi bili programi namenjeni otrokom in tudi prostori namenjeni otrokom. No, po dolgem pregovarjanju so nam zdaj dali ta prostor na Kidričevi, ki je zelo luškan. Se odvijajo res lušne predstave, ker delamo izmenjave z našimi prijatelji lutkarji, pa tudi sami imamo ogromno programa. Tako da imamo vsak četrtek zdaj počasi to širimo. Redno smo začeli septembra, zdaj imamo reden program ob četrtkih z razstavo stalno, ki si jo lahko ogledajo mimoidoči. Ni velika razstava, ampak zelo lušna in zanimiva razstava prstnih lutk gledališča Zapik. In zdaj v decembru pa začnemo še redne delavnice, sobotne dopoldanske. Tako da počasi to širimo, ker hkrati tudi urejamo to lutkarnico. Lutkarnica ni bila nek urejen prostor, dejansko je to že vse precej staro, z elektriko in z vsem skupaj vred, ampak počasi smo jo tako pošminkali in dali tepihe, pobarvali, tako da postaja prijetna. Ja. Super. To je prvi prostor, ki ga ima Koper za otroke. Ja, tako je. Za umetnost za otroke. Tako je. Če se vrnemo malce nazaj, ustanovili ste z Branetom Solcetom leta 1982 lutkovno gledališče Papilu. Ja. Kako ste se lotili tega projekta? Kakšna je bila ta začetna vizija? To je bilo vse zelo organsko, ker jaz sem pač prišla iz tiste akcije v Ljubljani v okviru gledališča Jože Pengov, ki je bilo polprofesionalno gledališče zraven lutkovnega ljubljanskega. Je imelo vključene res dobre sodelavce, dobre likovnike. Edi Majeron se je tam razvil v vrhunskega in svetovno znanega režiserja na lutkovnem področju. In jaz sem sodelovala v precej njihovih projektih in potem je nastal nek vakuum, ko smo prišli. Živeli smo nekaj let v Ljubljani, v času mojega študija, še potem smo imeli že otroka, oba, že v Ljubljani, se preselili na Primorsko in kar na lepem sem jaz ostala brez tega. In tudi Brane je bil zaposlen v šoli takrat in je v lutkovnem krožku začel take preproste lutke izdelovati. No in potem sva to nekako sestavljala. Počasi je to raslo, to ni bila odločitev, to je bil en tak koncept. Sicer sem jaz po stroki veterinarka, ampak sem se nekako ves čas usporedno z lutkami ukvarjala. Zanimiva kombinacija, moram priznati. Ja. Papilu je uporabljal tudi papirnate lutke, Ja. če se ne motim. Kako je ta pristop odražal v bistvu neke kulturne, tehnološke trende? V bistvu gre za en tak preprost material. To ni bilo nič v trendih, ampak sva izkoristila to, glede na to, da nisva bila diplomirana scenografa, diplomirana akademska igralca ali karkoli, sva izkoristila to, kar sva imela. In sicer jaz sem imela že ves čas, ko sem sledila drugim predstavam vsaj 10 let prej, eno afiniteto do nedogovorjene lutkovne predstave, ampak v bistvu nekaj takega, kot je recimo slikovna pripoved, filmski tip režije. Sem si želela, da bi lutke manj govorile, pa da bi več svoje simbolike izkoristile. In ko sva se lotila mi dva z Branetom delati lutkovne predstave, je bil to moj input. Brane tudi ni preveč govorljiv človek, v teh predstavah niso bile z govorom, ampak je bilo vse izraženo s sliko. Nekako so bile te moje zamisli. Brane jih je pa realiziral v tem vizualnem smislu odlično. On je odličen likovnik. In tudi izraža se on likovno, ne pa verbalno. On ni verbalen tip. In to je bilo potem, kar je ratala ta kombinacija, so bile predstave, ki niso imele veliko
teksta, ki so bile zelo vizualno močne. In dejansko prva najina predstava je bila že zapažena, tukaj čisto blizu v Miljah, je bil prekrasen evropski lutkovni festival. In ko sva bila prvič povabljena, čisto tako, ko smo se poznali med sabo, pa so rekli, pridite pa imejte to predstavo. In potem, ko so jo videli organizatorji, sva bila povabljena takoj na vse mogoče italijanske festivale. In v tem času, po tem prvem vzhičenju, da sva že na mednarodnih festivalih, so se resno lotila tega koncepta in recimo najuspešnejša predstava je bila Na potep. Ko sva besede, takrat so bili zempljarji nekaj čisto posebenega, ne? Ni bilo niti znano. In prvi zempljarji niso bili tehnološki, ampak so bile igračke. Si imel tako majhno klaviaturco, posnel si svoj glas ali besedo in potem si jo lahko igral na klavir. In to sem jaz v eni trgovini slučajno odkrila in sem noter rekla, na potep, ker sem rekla, da bo naredila eno predstavo o 3 medvedkih, ko gre deklica na potep. In to je šel na potep, je šel se potem višal, pa nižal glas, glede na to, na katero tipko si. In je bilo tako, lahko je bilo no potep, lahko je bilo pa to, na potep. In pa je dobila punčka ta glas in to je bilo popolnoma spontano, to so naredila neverjetno hitro, to predstavo, ki je bila pa svetovna uspešnica. In sem še za to predstavo in sva jo kadrirala. To je bil tudi moj input, da bova kadrirala, da narediva od blizu, od daleč, punčka, ki hodi po hribu, punčka, ki pride do hišice, potem je res, pride velika hiša, se vrata odprejo, tista vrata pokažejo zobe, ker ni hiša, ampak je medvedova glava, recimo. Ja, Tako da je bil koncept, je bil. Ampak to sem jaz dolgo časa živlela, ker mi je šlo pri predstavah to prav na živce, ko so bile tako statične. Ne? In ko so bile v lutke, je bilo dano strašno enega dela, v scenografijo strašno enega dela in potem se ni nič zgodilo s tem. Ne? Tam so govorile in govorile in govorile in govorile in govorile in govorile. Meni to ni bilo všeč. In vsakič, ko sem gledala jaz predstave, sem jih gledala študijsko. Kako bi pa jaz to drugač, ne? Ali pa kako bi to čist drugač, pa to bi bilo čist tega, tako pa jaz nočem, ne? Ja. Ste pa imeli tudi razna gostovanja v sklopu gledališča Papilu? Ja, mi smo šli po celem svetu. Mi smo bili s tem potepom, smo šli od Japonske, Amerike, po celi Evropi je ni države, v kateri mogoče res nismo bili. Na Danskem nismo bili. Aha. Na Danskem nismo bili po vseh severnih državah, v vseh drugih, v Španiji ogromno, v Švici, v Angliji, vse posod smo bili. V Avstraliji, v Južni Ameriki, v Severni Ameriki večkrat. Tako da smo imeli res super kariero. In tudi doma. Doma smo bili zelo znani, smo imeli ogromno seminarjev. Naredila sva pa ne na potep, najprej sem narobe povedala, najprej sva kadrirala Srečnega leva. Sva naredila senčno predstavo, pomagali so nama pri režiji in pri dramaturgiji Cvetkoti, to je lutkovno gledališče Zapik. Z njimi imamo veliko prijateljstvo, vse Kamišibaje, ki so po Sloveniji, sta ona dva pognala. In njihovo gledališče Zapik je tudi po vseh šolah, zelo so pedagoški, vplivajo na cele generacije. Jelena uči lutkarstvo, pedagoge tukaj na pedagoški. To, mislim, ne vem, če Koper ve, kaj ima. Kar je imel z nami pa z Zapikom, tega niso opazili, no. Mi smo morali biti zelo agresivni, da so nam pustili, da smo kaj zastojno naredili v Kopru. Ja. Torej, tudi kar nekaj časa je trajalo, pred 20 leta 2004 ste ustanovili lutkovni studio, Lutkarnica Koper. Kako bi opisali tisti čas, ko je prišlo do tega trenutka, ki so vodile do te odločitve, do tega odprtja? Ja. To so vedno organske odločitve pri nas, ne pa zavestne odločitve. Je bila taka stvar, da ko sva sodelovala z mojim bivšim možem in očetom mojih otrok, Branetom, to je bilo tako tesno sodelovanje, da sva se tega tako najedla, da na koncu je prišlo do takih
nasprotovanj umetniških, predvsem umetniških, da sem se jaz umaknila v produkcijo, njemu sem pa pustila, da je pač delal, kar je hotel. In sem se usmerila predvsem v organizacijo in produkcijo in ne toliko gostovanja še, ampak on je delal pač te bolj likovne zadeve, jaz sem se pa v produkcijo obrnila in zato smo rabili nek prostor. In takrat sem sodelovala z Nevo Zajc in s Primorskim poletnim festivalom. Me je Neva angažirala, da v bistvu, jaz sem to organizacijo prevzela, Brane je pomagal s plakati in s takimi stvarmi, ampak v glavnem je bila namen produkcija, razpisi, organizacija in smo imeli pač potrebo po nekem prostorčku, po neki pisarni. Nam je občina takrat dala po posebni znižani ceni, če zmeraj smo morali plačevati za to, ta prostor na Mladinski, ki je imel še en majčken kotiček zraven, eno sobico. In tam smo začeli z delavnicami, to sem jaz predvsem vodila. In Brane je pa bolj v kreativnem procesu, pač za tiste ostale predstave se angažiral. In na televiziji smo tudi delali precej. Tako da to je precej normalno v vseh takih umetniških parih, da to sodelovanje pride enkrat do konca in enostavno ne moreš več iti po stari poti naprej. Skupnem ustvarjanju, to je bilo nemogoče, ker je bilo preveč široko, gostovanja, nove produkcije, iskanje sredstev in sponzorjev. In to je bila, v bistvu smo imela pa produkcije toliko, kot so imele profesionalne hiše. Tako. Eno predstavo na leto sproducirati, potem pa vsa gostovanja, ki so šla, to je bilo recimo, so šla v Luksemburg, pa so bila tam 14 dni v Luksemburgu. Pa smo šli v Španijo, pa so bila 3 tedne v Španiji, so bile cele turneje. To je bilo ogromno ponovitev, to je bilo recimo, ne vem, koliko ima recimo Lutkovno, zdaj ima veliko, ogromno, ampak to je cela ogromna mašinerija. Ampak mi smo imeli po enih 100 predstav na festivalih vsako leto, ponovitev. To je ogromno. Mi smo bili v Jugoslovanskem, takrat je bila Jugoslavija še, ne? V jugoslovanskih razmerah smo največ gostovali. Od vseh profesionalnih gledališč smo bili mi najbolj poznani po festivalih. Ste pa se preselili v Koper, tukaj delujete. Koper ima tudi bogato kulturno zgodovino. Kako ste v Lutkarnici povezali mogoče to zgodovino lokalno? Ste vključili tudi to v kakšne predstave? Ne, nismo pravzaprav nič lokalnega naredili, ker izviramo vedno iz pravljic raznih, ki so nam blizu. Smo pa v tem prostoru, meni se zdi, velik odtis pustili. In to že od leta 82, ker smo bili po vseh šolah, z vsemi učiteljicami smo imeli takrat seminarje. V Koper smo pripeljali svetovno klaso umetnikov, lutkarjev, pa tudi uličnih umetnikov, to je vse naša klapa, so bili vrhunski umetniki in te umetnike smo mi pripeljali tako v ulični del Primorskega poletnega festivala. Mislim, že drugo leto, potem, ko se je, ali drugo ali tretje leto, ko je začel Primorski poletni festival, je Neva vključila tudi en velik segment uličnega gledališča, ki smo ga mi pač organizacijo prevzeli. Tako da mislim, da recimo en primer, ne? Nam je bilo čisto normalno, da smo večjezični. Tukaj v Kopru, v tistem času, je bila dvojezičnost zapovedana, ampak so bili zelo pikolovski z obeh strani. In mi smo enkrat pač Italijane povabili in so bili tam v parku Italijani, so igrali v italijanščini, predtem, ko so takrat bolj znali italijansko otroci kot pa zdaj, ker so gledali risanke italijanske. Zdaj gledajo angleške, ampak takrat so vsi otroci razumeli, kaj se tam dogaja. In se je kakšen presneti pikolovec našel in je rekel, kaj pa zdaj to predstava v italijanščini? Sem rekla, ja, ena je v italijanščini, naslednja bo v angleščini, potem bo pa še v španščini. Vse se razume, je Janko in Metka. No, ampak imate res dolgoletno tradicijo. Jaz si upam trditi, da marsikdo pozna festival PUF, ki je aktiven že vrsto let, veliko tudi mednarodnega sodelovanja. Kako je prišlo do teh mednarodnih sodelovanj? Ja, zelo enostavno. Ko smo bili mi v, naprimer,
v Charleville-Mézieju je največji lutkovni festival, kamor se zgrnejo trume lutkarjev v redni off in off program. Se pravi, se ti ne da več loviti po rednem programu, ker je nekaj tukaj, nekaj tam, zgrešiš ta boljšo, greš nekaj. Potem se bolj zadržuješ tam, kjer je veliko ljudi in to je bilo sredi trga, kjer smo mi vsi potem še v offu igrali. Ne, da bi se sploh organizirali ali se s kom zmenili, smo se postavili tam v en kot in gledali eden drugega, da smo sploh videli, kaj dela kdo. Tako da smo se tam srečevali. In potem smo imeli veliko obiskov, ki so itak prišli na ta konc in smo rekli, če ste vi že tukaj, bomo mi vprašali pri nas doma, če mogoče bi dali kakšen soft ali pa če je kdo zainteresiran in tako smo se z njim dogovorili v bistvu takrat, da je ta program prišel v Koper. Kako pa v sklopu PUF festivala je tudi veliko akrobatov, cirkusantov, če smemo uporabiti ta izraz. Kako pa njih najdete? To je cela, sklepam, ena gruča ljudi, povezovanja. Ti festivali, ki imajo resen program za odrasle, izbran po dvoranah, ima zmeraj še off sekcijo, ki je tudi v katalogu in ima off sekcijo, ko si že omenila, ko si pa mi sami nekaj zrihtamo. In tiste predstave, ki se v off predstavijo, morajo biti primerne za zunanje prizorišča in tam smo jih nabirali ponavadi. Tam smo se mi skompanirali in jedli in pili, igrali, se imeli fajn, taborili v kempu, ker nam niso dali včasih, če si prišel samo kot obiskovalc, veliko nas je bilo samo obiskovalcev, pa smo šli res sam pogledat, pa potem, ker je zelo težko, da te spravijo v program. Mi smo bili 2-krat v programu, ampak potem smo sledili, vsako leto smo hodili tja, ker je bil tak fajn festival, malo pogledat ali pa tudi na ulici igrati. In tam smo se srečevali z vedno novimi temi uličari, lutkari ali pa samo obiskovalci in smo izmenjavali pa te, oni so tudi vsi po malem organizirali nekaj in nekaj je bilo tudi teh izmenjav. Da so prišli v bistvu za to, da so prišli nas obiskat, pa da so šli še malo v Benetke, pa so bili pri nas doma, pa so potem še 2-krat igrali. Veliko je bilo tudi tega. Ste pa veliko izhajali tudi, kot ste omenili, predhodno iz pravljic. Zdaj, v zgodovini lutkarstva si upam trditi, da je tudi veliko nekega družbeno-kritičnega pogleda. Ali tudi to vključujete v predstave? Mi ne, moja generacija, se pravi, ampak recimo to, kar je Brane potem razvijal, ko mi dva že nisva več sodelovala, on je izdeloval vse te protestne lutke, ki so bile na ljubljanskih petkovih protestih. Vse tiste figure, ki so se pojavljale, pa tudi tista maska, ki je bila kot harmonika, obrazna maska, to je vse Brane delal v teh protestih, ker so se pač je bila druščina in on je bil za te stvari in je prav razvil, še zmeraj razvija to smer tega protestnega uličnega gledališča. Da ne govorimo o Matiji, ki ima, to je pa moj sin, ki je pa doktoriral iz lutkarstva, se vsi smejemo, da je doktor za lutke, ampak dejansko je in tudi uči in on prav izhaja iz nekega notranjega poslanstva, da bo spremenil svet in to po politični liniji. Zdaj imajo predstavo, ki je precej, ne zdaj so že naredili Orwell 84 z eno svojo študentsko kompanijo, to jih je 5, ki so bili sošolci, so naredili ansambl in lutkovno gledališče, to v Pragi. In se imenujejo Fekete Seretlek in imajo predstave, ki so hkrati tudi koncerti. In ta 84 je totalno orwellovska, ampak to je vse skrito notri. Povsod so notri sporočila. Naprimer, ima tudi pesem. To je bilo takrat, ko je bil, naredili so to predstavo takrat, protestno, ko je Trump prvič zmagal. V bistvu so ga malo zafrkavali, ne?
In zdaj mi je prišel tisti komad, imajo prav kot hit, da bom poslala. Bom poslala, ga imam na Facebooku. Freedom. Super. Oni spreminjajo svet. So vsi 4 ali 5 jih je igralcev, zelo odličnih igralcev, po nacionalnih gledališčih igrajo. Filmski so eni, to so zdaj že 20 let vani šole, to ima že vsi, so na vrhovih svojih karier, ampak so še zmeraj študentski band. Fekete se retle. Če se zdaj osredotočiva na vas, ko pogledate za nazaj, kako bi opisali, kako vidite, da ste prispevali k slovenskemu lutkarstvu? Kako vi to gledate? Mislim, da je bilo to vse zelo nenačrtno, ampak dejansko smo prispevali tako k slovenskemu lutkarstvu, kot tudi k svetovnemu lutkarstvu. Ker smo bili tak šokar za ustaljene norme, da so potem tudi drugi poskušali na ta način iti v lutkarstvo, da to ni samo neka zgodba, ampak da je to zelo širok način izražanja, ki ima nešteto možnosti in je praktično neomejen v primerjavi s klasičnim gledališčem. In če vprašate recimo Matija bo rekel, da dramsko gledališče je samo majčken del lutkovnega gledališča. Dramsko gledališče. Ne? Je to samo en del. Dejansko lutkovno gledališče kot simbol je to že iz pradavnine izhaja in ima neverjetno moč. Recimo, če pogledaš te otroke, prej sem se malo pogovarjala, kako otroci to drugače dojemajo in dobesedno in preneseno in simbolično znajo dojemati te stvari. Če niso čisto servirane, pa če niso čisto banalne. To, kar se servira otrokom danes, je zelo banalno, ker mislijo, da morajo biti vse stvari kičaste, dobesedno povedane in vse popolnoma jasne. Se strinjam z vami, pa tudi jaz osebno, če smem pripomniti oziroma podati en komentar, jaz mislim, da tudi lutka sama po sebi nudi eno možnost, ki jo človeško telo ne zmore, torej tudi odpira ta domišljijski svet otroka in simbolike, kot ste že sami povedali. Ampak je kakšen projekt iz preteklosti oziroma kakšna anekdota, ki vam je ostala posebno v spominu v sodelovanju s kakšnimi raznoraznimi umetniki oziroma ko ste ustvarili kakšno lutkovno predstavo? Verjamem, da jih je veliko, ampak tako, če imate... Ja, recimo, zdaj, če pogledam, če se rajše navežem na tisto, kar sva pravkar govorila, o simboliki. Naprimer, Matija je imel zdaj pasje življenje, ki je dosti bolj radikalno simbolično, kot smo ga mi, njegova starejša generacija, bili sposobni izpeljati. Recimo, on je imel zgodbo o psičkih in mladi psički, ko so se narodili, ker je to češka pravljica in je uporabljal to besedo, in so se res narodili, ker jih je bilo tako veliko, ne? In psički so bili samo en kosem vate, ki jo je on cufal in je metal stran. So se narodili, ne? So se narodili psički. To je bila, in potem je bila dašenka. Ne? Tista, ta glavna. In vsak je vedel, da so to psički, niso imeli ne oči, ne teže, ne nog, ne ušes, nič niso imeli, ampak vsi so vedeli, da so bili to psički. Ne? In če bi vam pa hotela kakšno anekdoto povedati, bi vam lahko povedala sam grozne. Kako smo prišli, kako smo že vse postavili, potem smo pa rekli, ja, kje so pa lutke? No, ampak verjamem, da ste prilagodili, ker se da, kot ste sami povedali, a ne, z natrgonovato pa tako. Da smo nekaj zmučkali, ampak tam smo prišli še enkrat. To se dogaja v umetniških poklicih. Ali pa še kakšna taka. Ja, povej. Ob 4 zjutraj smo vstali, vsi zaspani. Smo šli v Mursko Soboto, da smo imeli predstavo tam ob 9. In potem smo prišli tam in tam ni bilo nobenega. In smo imeli, kako to? In potem so rekli, ko smo klicali, ja, saj imate jutr.
Rešili, da sem sklepal. Če mi kdo reče anekdote, so same take travme. A pa ste šli nazaj, pa ali ste prespali, ali kako ste se Smo šli k detkom in babicam in pa drug dan, ampak doma so bili sami otroci, ne, tam je bil problem. Torej, dogodivščin ne manjka. Ja. Če pogledava midva na to vašo več kot 40-letno pot, kaj je bilo tisto, kar vas je in vas še motivira skozi vsa ta leta in vas navdihuje? Prav to, da v eno zakotno okolje, kakršno se ti potem domače okolje zdi, ko si bil po celem svetu, poredno pripelješ stvari, pri katerih se bo kdo kaj razjezil in bo rekel, kaj pa je zdaj to, naprimer Panča političnega, cela serija političnih lutk obstoja. To so stari junaki, Panč, Bulčinela, Kašprl, cel kup jih je, ki so bratje po svoji notranjosti in po svojem povednem izročilu in so vsi politični. V vseh političnih časih, najhujših časih, ko ni smel nobeden nič povedati, Lutka je pa le nekaj povedala. Kaj sem pa jaz hotela povedati, se pa zdaj ne spomnim. Jaz sem začela in sem naredila ovinko okrog tega. Ne, super. Kaj vas je... kaj me je? Kaj je vaša motivacija? No? Prav to. Vsa ta leta. Da, če že jaz ne grem okrog, naprimer, da ne bi šla. Potem sem šla, ne? Ko imaš otroke, se ti zdi, da si zaprt, da si v zaporu. In potem, ko smo šli z otroci ali brez po svetu in videli toliko imenitnih, posebnih ljudi, res, ljudkari prvič so introvertni, v glavnem, niso to neki, to niso tako kot igravci, ki se radi izpostavljajo na odru. Jaz sem se zmeraj rada skrivala za odrom, pa tako sem jim prišla. In med njimi je ogromno tistih mravljic, ki delajo same zase neke popolnoma čudovite in čudežne in neverjetne stvari. In so zelo različni. Ni ga kalupa za njih. Naprimer, veliko je tudi zelo velikih pikolovcev, naprimer, kar se animacije, kar se tega in onega tiče elementa. In so solisti v glavnem, so avtorski solisti, ne marajo kaj dosti. Posebej še tisti, ki delajo avtorsko gledališče, samostojno, alternativno, vsi so raziskovalci. Veliko je tudi komercialnega, to je nekaj čisto drugega, komercialno lutkarstvo, tam nekaj pomiga in to tudi obstoja. To ne štejem, tega ne štejem. V te vrste ljudi, s katerimi smo se mi družili. Zakaj sem recimo jaz se potem za lutke odločila na za veterino? Ker so bili veterinari preveč normalni. Ja, verjamem. Kakšno sporočilo pa bi vi lahko predali enemu, recimo, mlademu človeku, ki ga zanima lutkarstvo in ki bi se želel podati na to pot? Kakšnim korakom naj sledi? Najprej naj pride na Plavajoči grad. Ja, to tudi sam poznam. Plavajoči grad je zbirka najhujših možnih egzemplarjev. Drži. Z umetniškega področja. Naj se vključi kot volonter, da se navzame tega duha svobodnjaškega, Tako. ustvarjalnega. Tako. Ne moreš se ti kar odločiti, zdaj grem pa študirati lutkarstvo. Najprej se moraš s tem okužiti. Jaz sem se okužila s tem. In mladi starši, če ne boste otroka pripeljali pri 2, 3, 4 letih, boste zamudili vse. Potem se otrok usmeri v druge stvari. V tem lutkarstvu je toliko domišljije, toliko lastne ustvarjalnosti. In ko pripeljete otroka, če bo nemiren in ne bo sledil, ker je še premajhen, nič hudega lahko povem iz lastne osebne izkušnje. Zgodbo o moji nečakinji, ki je šla gledati našo predstavo, tisto, ki je res simbolična, ko hiša postane medved, pa ko se majhna stvar spremeni v veliko, pa ena stvar v drugo in nobeden od staršev težko temu sledi, ampak otroci temu sledijo. In moja nečakinja je pri 18 mesecih
v maminem naročju to predstavo gledala, še ni znala nič povedati, ker je bila taka bolj tihe vrste. In ko je bila stara 3 leta, je šla še enkrat našo predstavo gledati, že z vrtcem, sedela na klopci in vse vnaprej povedala, kaj pa zdaj pride, kaj bo pa zdaj bo pa hiša, ampak bo postala medved, ampak zdaj bo medved, je vse povedala. Ker jim gre v glavce in jim to fantazijo zavrti. Seveda, in to je tabula rasa, ko vse na čist drugačen način posarka kot pa mi. Seveda. In imamo zdaj v Lutkarnici prav take predstave za 2 do 3. Zato, ker je treba začeti ponujati to majčknim. In potem lahko grejo gledati take predstave, recimo, če malo o kulturnem okolju še povemo, ne? Pri nas doma smo imeli res kulturno okolje za naše otroke. Zdaj ne vem, je to dobro ali je slabo, da sta oba umetnika pol iz tega nastala. In recimo, jaz sem brala, zdaj, ko reče moj lastni sin, ne na Pulcinello, pa ne otroke, mlajše od 5 let, in mu jaz rečem, Matija, jaz sem ti brala Hobita, ko si bil ti star 4 leta. Vse grozljivke o tistih strašnih pošastih si že poslušal pri 4 letih. Meni se zdi, da je pomembno ohranjati otroka v sebi in tudi, da spodbudimo v bistvu tudi odrasle, da si ogledajo kdaj kako lutkovno predstavo in da še vedno lahko ohranijo ta svoj domišljijski svet in pogledajo nekaj drugačnega, nekaj, kar mogoče niso vajeni. Ne? Kakšne, če se popeljeva proti zaključku, kakšne spremembe oziroma izboljšave bi si želeli na tem področju v Sloveniji v naslednjih recimo 10 letih? Imate kakšno vizijo? Oziroma, jaz imam bolj tukaj lokalno vizijo. Lokalno. Mestna občina Koper je mestna občina. Edina, da nima enega prostora popolnoma za otroke opremljenega in namenjenega. Prostora kulturnega, kot je hiša otrok in umetnosti, to je meni recimo vzgled. Ljubljanska hiša otrok in umetnosti, to ni lutkovno gledališče, to ni gledališče, to je hiša otrok in umetnosti, notri je vse. Notri so delavnice, notri so njihove produkcije, notri so otroške predstave, notri je kotiček, kamor pridejo in se usedejo, pijejo čaj in je lepa. Jo je mestna občina opremila, ne Irena in Aljaž in vsi ostali, tako kot smo mi pobarvali in še zmeraj nam luč v stranišču ne sveti, ker je elektrika res totalno razsulo v Lutkarnici. In ni bila namenjena, to je bila garaža za mopede. Mi smo dobili v takem stanju, plesnivem, groznem stanju, kot veliki dogodek, končno v Kopru, prostor namenjen otrokom. Pa Mejdu, no, za 3 ure smo mi to zrihtali. Pa naj da občina še njih 10 zraven, da bo vsaj ta zrihtana. Ampak recimo, res bi bilo lepo, da bi na Brolu, v tisti bivši upravni enoti, namenili en kos, ki bi bil namenjen prav temu, bi bila noter tudi Zveza prijateljev mladine, pa bi imeli svoje stvari, pa bi bili mi noter. Pa nas je treba ponuditi, ni treba ne vem koga vleči, mi imamo tak repertoar, imamo toliko prijateljev. In zdaj imamo res, mesec smo imeli zdaj že 12 predstav notri v Lutkarnici, samo v septembru. Ja, in to različnih. Ja. In nekatere od teh so bile naše in imamo še, poleg tega imamo krasen program, no se bomo sodelovali, zdaj smo se zmenili, da bomo sodelovali tudi z mladinskim centrom, ker mi pokrivamo program za mladino, ki je zelo delikatno dobiti program za mladino in če samo naš repertoar pogledam, imamo Ano Karenino, narejeno kot kabaret, nor kabaret, imamo Orwella, imamo Don Quixota, za katerega je dobil naša produkcija, za katerega smo dobili nagrado med vso kompletno slovensko 2-letno produkcijo v vseh hišah, profesionalnih, neprofesionalnih, je dobil Grand Prix Don Quixote. Tega imamo v Kopru, pa noben živ krst ne ve. Naprimer, ker je taka brezbrižnost do kvalitete. In mi imamo tukaj vrhunsko svetovno kvaliteto. Kaj imamo še? Zdaj je Matija naredil Harms, to je isto kot Kafka, isti rang kot Kafka
ima predstavo, in to so vse predstave, Kar, Rad, to sta dve, Orwell pa Ana Karenina, pa Exit, Harems, Don Kihot, 5 mladinskih, vrhunskih, nagrajenih, svetovnih uspešnic, imamo v Kopru, noben živ krst ne ve. Pol ima Matija, jaz zdaj Matijo navajam, ker Matija ima res veliko režij narejenih in vse te njegove režije pridajo s popustom lahko v Koper. Nisem nič rekla o Niki, ki ima tudi lutke za ta najmanjše, ona se tudi ukvarja, ima tudi vse te programe svoje v lutkarnici, ona je pa na glasbenem področju avtorska in ima lepe otroške predstave, mi imamo pokrito v bistvu za najmlajše, za srednje, za osnovnošolce in tega nimamo kje predvajati, tudi v tej lutkarnici je to težko. Moramo najemati, ampak nimamo denarja za plačati osnovne stroške, ne? To so zahtevne stvari, ne? To ne moreš tako 6 ljudi v predstavi, vso tehniko, to stanejo samo, da pridajo sem, brez honorarjev je 1000-1500 evrov stroškov za seliti v take predstave, ne? Iz Prage sem. Ja. Pa recimo Tunel, ki je tudi te predstave, ki so bile zrežirane v Mariboru pa v Ljubljani, tudi lahko pridajo k nam z našimi internimi aranžmaji, ne? In Koper bi lahko imel tukaj res neko tako vzgojno, mislim, mi imamo res tukaj neko tako vzgojno funkcijo, to je že od začetka, vzgojna umetniška, vrhunska umetniška, ne samo tisto, kar mi delamo, ko je bilo tudi potrjeno vrhunsko, ampak tudi to, kar smo mi sposobni ponuditi. In do tega nobeden nima nekega takega afinitete, ne, tudi v Kopru, zato rečem, da je to koprsko zakotje. Prav bi bilo, da se to ohranja, prav bi bilo, da bi bili uslišani in jaz vam želim vse najboljše na tej poti, res vse najboljše. Tako da mislim, da sva super zaključila s temi izzivi, ki se pojavljajo. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za današnji pogovor in vam želim vse najlepše. Ja, pa vabljeni v nedeljo. V nedeljo zvečer imamo tudi en zelo poseben mimoidoči koncert, tudi zato, ker se pač poznamo, ta ameriška perkusionistka in ta basist, kombinacija kontrabas in bobnika je lahko še bolj odštekanega, da pride mladina to pogledati ob 6:15 v nedeljo, ker to je bil edini možni termin. Prideta iz Dunaja, tukaj bosta se ustavila za prenočiti, bosta imela en tak džem in potem jutri nastopata nekje v Trstu. Super. Ne jutri, v ponedeljek. V ponedeljek? Ja, tako, super. Meni se zdi ena čudovita izkušnja, ki jo lahko doživijo gledalci in vsi obiskovalci. Tako da... Predvsem mladina. Tako. Ker je to res nekaj, ni to normalna muzika, ampak je nekaj posebnega. In to je prav, da sledimo posebnim trendom, odštekanim stvarem in naj tako ostane. Hvala. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.